Uroš, koliko opreme bodo imeli biatlonci s sabo na olimpijskih igrah? Ja, malo bi mogel zdaj računati, ampak načeloma gre za to, da imamo seveda puške, se pravi vsak svojo tekmovalce, plus 2 rezervni, eno moško, eno žensko. Potem gre za približno 20 parov smuči na tekmovalca. Namreč ne moramo nobenih smuči doma pustiti, ker so razmere lahko od -15 pa do +15, tako da peljemo ves material s sabo. Potem je še servisni material, se pravi še približno 30 parov smuči, s katerimi se testira maže, strukture in tako naprej. Pa potem seveda vsa ostala stvar, zdaj če pojemo samo še za daljnoglede, ki so na strelišču v bistvu 2 kompleta. Potem pa po 2 torbe na tekmovalca in še kakšen ruzak, tako da kar precej. Koliko kilogramov predlagamo, da lahko hodimo? Inače ne vem. Kaj boš pakirala? Ja, kar potrebujem. Deska veliko zasede, kaj imaš zraven? Ja, zdaj sploh zato, ker imamo 2 discipline letos in v bistvu kar 4 deske, tako da neke vrtlage bo, no. Kakšni so tereni v Sočiju? Ja, meni kar odgovarja, no, proga pri nas bo dolga, pa kar tehnično zahtevna, tako da bo treba biti dober kondicijsko in tehnično pripravljen, meni to ustreza. Bi bila Rusija na seznamu tistih držav, ki bi jih sicer želela turistično obiskati? Jaz sem jo že parkrat, no, ampak sama pa ne bi šla več nazaj. Zakaj? Pa ne vem, ljudje niso tako prijazni, no, je mogoče kaj takih kulturnih znamenitosti za videti, ampak to enkrat pogledaš, pa imaš dost. Katerih olimpijskih iger se s televizije spomniš? Ja, najbolj se spomnim Salt Lake City, ker so naši skakalci dobili bronasto medaljo. To se mi je kar vtisnilo v spomin. Letos tvoje prve olimpijske igre, se veseliš Sočija? Ja, zelo se veselim, no. Moram reči, da sem kar 4 leta trdo delal, da sem prišel do sem. Ampak klej se še ne konča, klej se komi začne, zdaj bo treba pokazati, kar smo natrenirali. Koliko olimpijskih iger ima za sabo Janez Marič? 3. Soči, kaj bi rekel o terenih tam? Proge so zelo, kako rekel, težke in na nek čuden način speljane, ker je vse na enem kvadratnem kilometru, na pamet govorim, in je tam 4 kilometre prog. Tako da precej ovinkov. Kako ti je všeč letošnji izbor garderobe za olimpijske igre? Moram reči, da barva mi je kar všeč, čeprav kakšne hlače so mi malo prevelike, pa čevlji so tudi kakšne 2 številke prevelike, ampak nasploh izgled mi je pa zelo lep, ker je itak moja najljubša barva zelena. S kakšnimi pričakovanji se odpravljaš tja in s kakšnimi občutki? Zdaj ne bom lagala, če bom rekla, da nimam nobenih pričakovanj, vsakih ima. Nočem pa zdaj pustiti temu, da bi porušili moje dobre skoke. Jaz se hočem osredotočiti na tehniko, pokazati tiste skoke, za kire smo celo sezono delali in najboljše skakati. Kdo bo tvoja cimra v Sočiju? To pa še ne vem, kolikor se bomo dale. Rok Marguč, prvi olimpijski spomin, ki ste ga doživeli pred televizijskim ekranom? To so bile poletne olimpijske igre v Atlanti, ko mislim, da se je slovenska odprava vrnila z 2 drugima mestoma. Najbolj se spomnim, mislim, da Brigitte, ki je osvojila 2. mesto. Zimske olimpijske igre? Zimske olimpijske igre pa so bile v Naganu leta 1998. Prej sem bil še malo premlad, da bi se karkoli spomnil. Česa se najbolj veseliš v Sočiju? V Sočiju se najbolj veselim seveda naših tekem, naših nastopov in vse ostalo je nekakva postranska stvar, ki je namenjena šovu in biznisu, ki se tam odvija. Ste imeli mogoče dobili kakšna posebna navodila glede varnosti in podobno? Ne, jaz mislim, da to so olimpijske igre in ve se, da brez akreditacije ne smeš zapustiti sobo, ker potem se ne boš vrnil. To pa je vse, kar mislim, da upam, da bojo seveda tam varnostni organi znali upoštevati to, da smo mi športniki in da mi nismo tam kot teroristi. V Sočiju boste skupaj s športniki iz celega sveta, iz različnih panog, koga se najbolj veselite? Ja, težko rečem, kako se najbolj veselim. Moji vzorniki predvsem izhajajo iz tega športa, iz alpskega smučanja, ki jih srečujem tudi iz drugih tekem. Drugače pa ja, se veselim tudi, da vidim športnike iz vseh drugih športov in težko bi pa rekel zdaj specifično enega, kjer ga bi si izbral.